Dober dan, lepo pozdravljeni na dogodku založbe UMCO z naslovom Kako napisati 100+1 knjigo. Ta naslov tega pogovora izhaja iz zraven mene sedečega Macela Štefančiča juniorja, esejista, filmskega kritika, ki je v zadnjih nekaj letih, natančneje 35 let, Macel, 34 let, 34. napisal 100+1 knjigo. Zdaj tudi jaz recimo po malem pišem in tudi to bi me načeloma zanimalo, recimo, napisati 100 knjig. Kaj mi lahko svetuješ? Kako to narediti? Ja, torej, najprej se moraš odvaditi, hoditi smučati. Ok, tega ne delam. Odvaditi se moraš hoditi v naravo. Hočeš reči, ne se preselim v naravo, da mi ni treba hoditi po naravi. Jaz sem pač sred narave, tako da ne rabim hoditi v naravo, kar jemlje ogromno časa. Nekomu, ki stanuje recimo v Ljubljani, to vzame ogromno časa. To je priporočaš selitev k naravi. Mislim, nekam, kjer se znebiš številnih ali pa vseh skušnjav, čim več skušnjav. In pač to so pač te neke skušnjave, ki se jih moraš znebiti, ampak da ne bi zdaj teh skušnjav našteval. Torej, to, kar rabiš, če hočeš napisati 101 knjigo, je najprej rabiš založnika. Najprej rabiš založnika, ki te je sposoben spremljati, ki te je voljan spremljati, ki je voljan izdati vse te knjige. Ta založnik mora biti blazno vzdržljiv, mora imeti izjemno kondicijo. Dobro je, da hodi veliko naravo, dobro, da teče, da čim več teče. Skratka, tacga založnika mora biti. In jaz sem imel pač to srečo, da sem tacga založnika našel. Ki me je lahko spremljal in to tako spremljal, kot me verjetno v Sloveniji ne bi mogel nihče. Tako da, jaz sem imel izjemno srečo. Ampak mi izdajamo tudi druge knjige domačih avtorjev, pa kljub temu samo en avtor, to je ti, si napisal 100+1 knjigo. To je še nekaj več. Kaj je ta več? Skratka, rabiš založnika. Rabiš založnika, ki se mu lušta laufati. Ne, pač ti si kot Cankarjeva mama, no. A veš, Cankarjeva mama se je pač odločila za enega. Imela je, tako bi rekel, kupico otrok in vsi so bili genialci. Bolj, ker ne so bili vsi genialci. Ampak ona je vedela, da je pač tam iz bede, iz revščine in da bo spravila za gospoda prek sponzorjev samo enega. In odločila se je za Ivana. Lahko bi se odločila za Lino. Kako si se ti odločil za Ivana? Ja, to bo pol prišla. Ok, to bo šlo kasneje. Ampak lahko bi se odločila za Lino, pa bi imeli mi danes mora biti prvo Nobelovko že, za Lino Cankar, pa ne bi mora biti samomora naredila, pa bi mora biti ona postala Cankar, ne pa Ivan Cankar. Ampak odločila se za Ivan. Tako si ti odločil zame. Lahko bi se za koga drugega, pa si nisi. Skratka, odločil si se zame. Rabiš založnika, ki se mu da in ki se odloči zate. Skratka, založnik, zelo dobro je, da piše sam. Da sam avtor, da piše knjige, kot to počneš ti. Zakaj? Zato, ker šele tak založnik potem rešpektira, zna ceniti to, kar ti napišeš. Razume, koliko dela gre v eno knjigo. In potem lažje izda to. Lažje izda knjigo. In če je treba izdati 4-5 knjig na let, jih 4-5 na let izda. Poleg tega pa, če hočeš 100 knjig izdati, oziroma 101, moraš imeti neko osebno mitologijo, povezano s knjigami, ki te poganja, ki ti pravzaprav knjiga pomaga pisati, ki ti prikimava skozi neko mitologijo. Recimo, kaj pri meni ta mitologija, kaj mislim točno s to mitologijo. En del te mitologije, recimo, ko sem bil jaz mulc, tam v osnovni šoli, je moj oče, slovenist, vem, da je enkrat rekel, Pavle Zidar je napisal pa že 80 romanov. In se meni to zdel, v Sloveniji, da kdo izda 80 knjig, se mi zdel že takrat kot mulcu blazno, ogromen. In mi je to ostalo. To mi je ostalo kot nek motiv, ne vem kaj, kot del te mitologije,
Zato, ker sem mi pol kasneje rekel, ker sem sprašal te založnike, ne, pol, zdaj, ker sem odrasel, ne, so rekli, kdo ti je rekel, da je 80 knjig on izdal? Vseh ni 80 izdal, kakšnih 80. Skratka, veš, to je bil res nek mica, da jih je 80, ampak pri meni je ta mit deloval zelo zares. Skratka, jaz sem hotel izdati 80 knjig, jaz sem hotel iti čez Pavleta Zidarja. Zakaj nekakšen Pavle Zidar? Pavle Zidar je bil tam nek predmetni učitelj gor iz Jesenic, skozi se je selil, skozi so ga jurili, preganjali in je napisal 80 knjig. Ne vemo, koliko jih je, ampak 80 jih ni, ampak jaz sem mislil, da jih je in to me je motiviralo. Druga stvar, recimo, ki mene motivira, del te moje osebne mitologije, ki jo potrebuješ, če hočeš napisati 100 knjig, je ta pač recimo, mi da sva, ki sem bil tam začet 20 let, ne, tam začetku 80-ih, sva bila velika prijatelja z Alešem Debeljakom, recimo. Ne, mi da sva precej velik, ogromno sva skup visela in v glavnem sva žalovala nad dejstvom, da pač vprašanje, če bo kdaj kakšno knjigo izdala. Ker od takrat se je zdelo to tako, bi rekel, nemogoče. Nemogoče. Tole misija nemogoče. Da knjigo izdati, zame je rekel, on je rekel, zame še, ker sem pesnik, morda kdaj. Ampak ti, ki pa pišeš non-fiction, skratka nekaj, kar ni literatura, nemogoče. In sva se tam dobivala in po enkrat je Debeljak prišel in tam je, ne vem, če se spomnite, tisti mlajši, bolj težko, neki Igor Mandić je bil hrvaški kritik, tak, kritik at large se je rekel. Skratka, bil je sposoben pisati o marsičem, o filmu, literaturi, o damskem spodnjem perilu, kar čte, mislim, o vsem. On je znal pisati o vsem in pisal je briljantno, on je bil brez briljanten. In tudi briljanten polemik je bil. On je slovel po teh svojih polemikah. In Debeljak enkrat pride pa prav, a veš, da je Mandić izdal že 13 knjig. In jaz sem skoraj omedlel 13, pa ne piše literature, ne piše romanov, 13 in sva oba debel gledala in tam žalovala in jokala in tako naprej. Ne? In potem sva se naslednjič dobila in je prišel Debeljak, ne? Že takrat sva bila na robu samomora in potem prišel Debeljak tam in se usede in pravi, veš kaj, zdaj je izdal pa še kuharco. Tako da, no jo je to dobesedno res ubil. Bila sva mrtva in tako naprej in še pol celo, ki je Debeljak vendarle izdal svojo prvo pesniško zbirko, je mene jasno dobil, da sem napisal spremno besedo in to zato je rekel, da bom vsej enkrat v eni knjigi noter. In tako sem jaz bil noter v eni knjigi in sem bil prepričan, da je to. Da se tle moja zgodba s knjigami konča. Skratka, to so te mitologije, ki jih rabiš, da grebeš, grizeš, da si motiviran, da na knjigo. Potem pa rabiš tudi jasno travmo. Rabiš veliko, hudo travmo. Moja travma se imenuje Enciklopedija filmskih igralcev, podnaslov Založba Mihelač. Založba Mihelač je bila v drugi polovici 80-ih po moji mladinski knjigi najmočnejša slovenska založba. In Jaro Mihelač, lastnik te in glavni urednik te založbe, je bil prijatelj od Marjana Rožanca, velik, nekoč, dokler je bil Marjan Rožanc še živ. In je Marjan Rožanc bil pa nor na film, ne, kot veste. In je pač tudi on potem to nekako podedoval in je pač, ker je veliko knjig izdal o Rožančevih, je rekel, da kaj, če bi jaz izdal, to manjka v Sloveniji, enciklopedijo filmskih igralcev, svetovno. In jaz ni Peter trikrat zapel, ker sem mu že prinesel line-up, skratka spisek 5000 igralcev, od kitajskih, japonskih, hollywoodskih, slovenskih, skratka 5000 igralcev in on je seveda jasno zastrigel z ušesi, jaz čebel, na kar sva se zmenila, da jih izdamo, ker bo to ogromna stvar, da izdamo to v 2 knjigah, 2500 igralcev v prvi knjigi, pa naslednjih 2500 v drugi. Skratka, 2500 igralcev je bilo do črke J, s črko J vključno. In to sem jaz naredil. To so bili noter teksti različno dolgi, od 3 strani do 5 vrstic. Zato se jaz kar porabim veliko časa, tako, no. Zato pravim, da se bližamo trenutku, ko bom to razglasil za travmo, no, še enkrat. Jaz sem to napisal
naredil, bile so že korekture, stvar je šla že tako v tisk, tako v slow motionu sem videl, kaj je tako, s perifernim vidom. Sem že videl, kako je šla v slow motionu v tisk, ta knjiga, ne? Slike, fotke, vse tam, korekture narejene, že lektorirano, na kar založba Mihelač propade. Tako, praktično skoraj čez noč so se skupaj podrli in potem se je sam še bolj do konca podrli. To ni nikoli šlo. Sam pri meni je ostala travma. Da vam bolj točno pojasnim, kaj to pomeni. Ta travma pomeni to, da te knjige nisi izdal, zagonil si ogromno časa, investiral si veliko vsega v to. Ker morate vedeti, to je bil čas, ko še ni bilo interneta in ni bilo IMDb-ja. Jaz sem filmografije igralcev sestavljal ročno sam, kar je bilo tako, bi rekel, jemal je časa, še pa še. Skratka, to ni nikoli šlo. Kaj pomeni ta travma? Ta travma pomeni to, da ti potem obupano skušaš to not prenesti, nadoknaditi skušaš. Nadoknaditi skušaš s knjigami, kompenzirati, sicer na neki točki ugotoviš, da to ni mogoče, da tega ne boš nikoli naredil, da ti nikoli ne bo uspel, nikoli ne boš tega nadoknadil, nikoli tega časa, tistih trenutkov ne boš nazaj dobil, pa če napišeš še 1000 knjig, ampak kljub temu ima ta travma tako močan pospešek, da se ne moreš ustaviti. Če pa še srečaš založnika, ki sam tako gledaš skozi, ki te ne ustavi, ampak te pusti tako skozi, da laufaš, je pa pol še toliko hujš. No, tle se še stvar ne konča, skratka, rabiš to travmo, mitologijo, travmo založnika in rabiš še nekaj. V bistvu rabiš to, da si pravzaprav v službi oziroma stalno vezan na deadline. Ker deadline ti uredijo misli, skoncentrirajo te, iz tebe naredijo dobrega pisca, hitrega pisca, ampak tudi dobrega pisca, z leti, s časom, če veliko treniraš, če veliko pišeš. In je dobro, da delaš za nekaj, kar je tednik, ne za dnevnik. Za dnevni cajtnik je malo neroden. Boljše, da je to tednik, da imaš en teden časa za pisanje. Ampak dobro, da imaš skozi, da si na tem deadlineu, da si na deadlineu, da si skozi pravzaprav, ker ta deadline je, to je ta ti ustvarja adrenalin, ne? Da ko pišeš, nisi na generalki. Ampak je to ta pravi adrenalin, je prava stvar. In hkrati te pa motivira še za nekaj to, ne? Da vsakič, ko greš pisati ti svoj tedenski tekst, si rečeš, da mora biti tako dober, da bo lahko objavljen tudi v knjigi. Skratka, tako dober mora biti, da bo preživel tudi knjigo. In potem, ko vse te elemente nekako sešteješ, vržeš ob steno, na koncu se konča pri 100 knjigah. Jaz sem takoj, sva izdala 101. knjigo, iz preprostega razloga, banalnega, vraževernega. Zato, ker sem rekel, zdaj 100 knjig, in zdaj bo to tako praznik, pa prelom, pa se bomo vsi ukvarjali, zdaj, kako je to 100. knjiga, pa on me bo pa sprašal, kao pa zdaj se mora pa umiriti, pa usest, se bomo zmeniti, kaj bo naprej, ampak da ne bi prišlo do tega uroka, do tega prekletstva 100. knjige, sem rekel, najbolj, da izdamo takoj 101. da s tem smo čez. In smo čez. Hvala za ta uvoden ekspoze. To si dobro naštudiral. 4 stvari. Ampak zdaj to pač jasno, od tukaj naprej lahko ta pogovor sam opomba k temu uvodnemu ekspozeju. Ampak jaz bi mogel tebe vprašati, kako je tebi uspel meni 100, mislim, ne 100, ampak 80, ne vem, koliko se jih izdal ti, 80, 70? 75. Ker midva jih pa ne izdava, 75 jih midva izdala v 20 letih. 2001 je bila ta prva, ja. Ja, no, v 20 letih. Mislim, to je sicer pogovor mene s tabo, ampak če gledamo obratno, nimam to, kar zdelane, mislim, recimo, te cele zgodbe. Finančno te pokopal nisem. Ena reč je gotovo ta, da v bistvu s tvojimi knjigami je bilo izjemno malo dela. Mi smo izdali kar nekaj knjig domačih avtorjev, tudi bi rekel znanih publicistov, novinarjev
in v bistvu s tvojimi knjigami je bilo praktično najmanj dela. To je gotovo bejko ena reč. Ne? Druga reč je to, da v bistvu jasno, v začetku, ko smo začeli izdajati te knjige, smo večinoma izdajali filmske knjige, ne? In smo bili pač čist osebno zainteresirani. Tretje je to, da, zdaj si mi, da dobro pišeš, ne? Simpel, ne? In četrto je to, da dejansko pač jasno, to razen izjemoma niso bili bestsellerji, ne? Ampak s časoma smo pač tudi mi ugotovili, da so knjige v bistvu zmeraj boljše, ne? Da postaja zmeraj boljši pisec, ne? Da so recimo človek, ki napiše 50, 60, ajde rečemo 70 knjig, da te knjige niso slabše, ampak so boljše, ne? In tudi zaradi tega smo se potem v bistvu odločili, da v bistvu bomo iz tebe naredili pač ne samo avtorja, ampak bomo naredili klasika. In to v bistvu smo poskušali narediti s temi v bistvu knjigami, ki so tudi tukaj, da smo jih poskušali v bistvu knjige, kot je recimo Greatest Hits, ki recimo ni v bistvu dejansko, je zdajle, je nimam tele na tej mizi, je šla v bistvu prvi izdaji še pa založbi Fan leta 1999, pa potem smo mi izdali ta krajša verzija, potem si dodal še mogoče še enih 500 strani, ne, pa je išlo potem v tej prenovljeni izdaji po večjem formatu. Podobno je bilo tudi to knjigo Zadnji film in smo v bistvu poskušali potem narediti to, da bodo te knjige na nek način skup dihale, ne. Greatest Hits, to je eseji 20. stoletja, se povezujejo s temi najboljšimi hiti 21. stoletja. Poskušali smo to celostno podobo v bistvu na nek način zložiti skupaj. Poskušali smo se s tiskarjem zmeniti, da je v stanju v bistvu v broširani izdaji izdati 1100 strani. Tukaj v bistvu so po določenih knjigah so bile tudi tehnične omejitve, ne, da dejansko te knjige lahko tako dobro izgledajo in v bistvu tudi imajo neko trajno vrednost, da ne razpadejo. Ne. Ampak grejo mogoče zdaj še na kakšno posamično knjigo. Ja, Maškarado, kaj ni. Maškarada v bistvu je bila knjiga o slovenskem filmu od leta 48 do 90. Ne. Ja. Jaz se spomnim, sem jo bral recimo na enem poslovnem srečanju v Parizu, 5 dni recimo, ne, dan za dnem in ni bilo konc, ne. Kako je nastala ta knjiga? To je bilo v bistvu tvoja neke vrste alternativna zgodovina slovenskega filma oziroma knjiga o tem, od kje so črpali slovenski avtorji motive za filme, za kjer smo vsi mislili, da so v bistvu izvirni. So pa z neba, ja. Ja. In spomnim se pa, da te knjige ni bilo konc. Poslal si sicer recimo verzijo, ki je imela mogoče 500 strani. Ker sem jaz, to dobesedno res, zato ker trik je bil v tem, da sem stalno dodajal. Jaz sem stalno dodajal, on niti opazil ni, da sem jaz stalno po 100 strani mu uturil vmes noter, ker je bil problem. On je to knjigo, škoda, da nimaš tle, on je to knjigo tiskal. In je bila tako na nek ta debel papir, debelejši papir, in je bila tako debela. In je rekel, veš kaj, ne, toliko debelih knjig, to noben noče, kdo to bral? Ko ljudje vidijo tako debelo knjigo, ne kupijo, ne bojo brali. In potem je knjigo tiskal še enkrat na tanjšem papirju. Tako da je potem zgledala tako blazno težka, ki je bil tenak, ampak bilo je pa kljub temu to dvakrat več, mislim, to je 800-900 strani, ampak to je bilo dvakrat več, kot takrat, ko je on to bral, pa sem mu zdel, da ni konca. Ampak sem mu podtikal in je pol šele na koncu opazil, da se tle nekaj dogaja, da nekaj ni v redu. Recimo klasična knjiga recimo obseg mogoče na nivoju 400-500 tisoč znakov. Ne. Recimo ta knjiga Zadnji film 2.0 je v prvi obliki išla, imela 1,5 milijona znakov. Leta 2008 je šla v 2 knjigah. Ne. Potem smo jo hoteli v bistvu ponatisniti in sem rekel, glej, Marcel, jaz bi tole ponatisnil. Ne. A imaš ti slučajno še kaj za pregledati, dopisati, kakšno malenkost, ne? Ampak pol si v bistvu dopisal še za eno knjigo materijala. Mislim, kaj te žene? Ja, rekel sem ti, a mi daš še mesec, no, samo to, da malo pregledam. Ampak recimo že Zoran Smiljanić je v eni od svojih recenzij recimo je to dobro poantiral, ne, da se k določenim temam se v bistvu jih podelaš, ampak se pol vrneš in jih podelaš še boljš. A je to tudi eno od recimo konceptov, recimo, da dejansko neke teme, ki te v bistvu držijo, da jih poglabljaš. Ja, mislim, meni je tle, rekel, pri tvojem založništvu, ne, tako zelo všeč to, da imam možnost
repesaža, no? Da imam možnost popravnega izpita, da lahko isto knjigo napišem še enkrat. Ker ta je, tako mislim, ta je v resnici toliko drugačna od tiste, ki je šla takrat prvič, da 1100 strani. ja, da mi je že malo narodno za tisto prvo. Sej ni več v prodaji. Ja, ni več prodaje, ja. Tle sem ful dodal, ogromno popravil, mislim, se pravi, možnost popravnega izpita je to, česar običajno pisci nimajo. Non-fiction pa sploh ne, zato ker se non-fiction nikoli ne proda toliko, da bi, a veš, kakšni ponatisi išli in tako naprej. Tle pa so bili in sem vedno lahko interveniral. Skratka, lahko sem popravil vse tisto, kar sem ugotovil, da je tudi ali bolj narobe, ali pomanjkljivo, ali da sem pozabil kaj in tako naprej. Skratka, to je blazno dobro. Ne, ampak to recimo je zadnji film 2.0, to je obdobje 60-ih, 70-ih let, ne. Recimo ta moja ideja, to je recimo... zadnje veliko filmsko obdobje, največje. Ampak recimo, išla je knjiga leta 2008. Ne. Jaz sem recimo dal mogoče idejo potem 12 let kasneje, da bi izdal novo izdajo. Ne. In ti si to v blazno kratkem času dopisal še za eno knjigo materijala. Ja. A si ti to tematiko ves čas spremljal, ali si v bistvu, mislim, hočem reči, poglabljal tiste, si rekel, da je približno 1000 filmov še pa šlo na razne kanale, da si jih lahko pogledal, ali kako? Vedel sem, kje so moje luknje, pa kje so moji failerji. Ampak v principu pa ne, nisem jaz pripravljen. Jaz sem pač vse takrat na novo napisal, vse bi rekel, da sem... Bliži. Ja. Nisi čakal na povabilo. Ja, čakal sem na to. Mislim, ampak se pravi, sem bil toliko motiviran, da mi ni bilo težko. Še ena taka monumentalna knjiga, film Noir. Kako je pa šlo do te knjige? Mislim, to je pa zdaj, tukaj pa ni bilo pred knjige, neke. Tukaj ni bilo, sicer si pisal o filmu Noir. Ne, je bila. Ampak to so bile vse manjši, krajše knjižice. Ne, zato sem jaz sem film Noir neke tekste pisal sam zase, kakor da bom knjigo napisal, pred davnimi leti. In ravno zato si ti prišel na idejo, ker sem ti jaz to govoril, in je potem so leta minila, stoletja so minila vmes, ker sem tebi jaz rekel, da sem jaz to enkrat in si rekel, pa kaj pa če bi ti to zdaj, to knjigo izdal? In sem jaz rekel, super, ja, in ko sem jaz tist pogledal, sem ugotovil, da tist lahko sam stran vržem. Ker to je bilo napisano na ravni mene pri 35. Zdaj, toliko let kasneje preprosto ni prišlo, pri meni se je slog toliko spremenil, vse se je spremenil, svet se je spremenil. Absolutno nič od tistega nisem mogel uporabiti. Pa je bilo tako, milijon pa pol znakov tam. In nisem imel okej. Tako da sem, hvala Bogu, da sem ti ponudil, če ne bi imel še eno travmo, ne. Mislim, jaz se spomnim, da si mi rekel za film Noir, da imaš nekje 2 milijona znakov v nekih delovnih materialih. Ampak to, kar si imel 2 milijona znakov, to niso teh 2 milijonov znakov. Ne. To sem vse stran vrgel. Ti sem vse, bi rekel, lahko skenslal. Črtal. Starting from zero. Ni vzdržalo. Ne, včasih tudi kaj ne vzdrži. Si tudi, veš, bi rekel, če pomislim jaz na kakšne svoje stare knjige, ne. Je tudi tako, niso bile zmeri moje knjige tako debele, no. Veliko je bilo tankih, ampak glede na to, da sem izdal ogromno debelih, se to nekako zgliha, no. Recimo, imel si, to je na drugi strani, recimo, imel si sem pa tudi kakšne teme, ki v bistvu jih tep ne presodo, ne. Bob Dylan, ni se še stemnilo v bistvu dejansko knjiga esej o bendih, ki v bistvu so večno na tuji. Ki so zame pomembni bili. Ampak, ok, zate je pomembno in, a pol takoj knjiga, kaj? Ja, pa se to je, a veš, to je, pa se knjige pišemo zato, ker smo, a veš, o nekih svojih obsesijah, o nekih stvareh, ki nam veliko pomenijo, sej, a veš, če to, hvala Bogu, če ga nekdo pisati o nečem, mislim, jaz bi rad, da bi bilo, ne vem, matice, a veš, ti pa šraufi, me tako obsedali, kot me recimo Bob Dylan ali pa film, ne, ki bi napisal po moje odlično knjigo o šraufih. Ampak recimo išla ta knjiga o Bobu Dylanu, ok, Bob Dylan zaključen, ne, ampak še enkrat Bob Dylan. To je pa zato, ker sem
ko je Dylan dobil Oskarja, Ja, Nobelovo. Oskarja je dobil, ampak Nobelovo nagrado. Takrat je mene samo klical in je rekel, lej, zdaj tako, zdaj so ga razglasili, ne, do podelitve je pa še zdaj toliko pa toliko dni, a lahko ti v tem času napišeš knjigo? Sem rekel, ja, seveda, jasno. In potem sem jaz napisal to knjigo. Ampak, jasno, v žaru borbe sem pozabil na bistveno stvar, da sem bil jaz leta 82 na Dylanovem koncertu v Avignonu in to v času, ko je bil v svoji krščanski fazi, v svoji fundamentalistični fazi. In potem sem jaz nehote enkrat, sem šel malo pogledat gor na YouTube, pa to, sem rekel, morbiti je pa kakšen posnetek, kje? In jaz ne samo, da najdem gor neke posnete z nekimi amaterskimi kamerami, najdem posnetke gor, ne najdem sebe gor, ampak tam najdem nek link, ki me odpelje na nek drug link, ki mi pojasni, kaj se je tisti večer tam sploh zgodil, zakaj je nenadoma zmanjkalo elektrike in je cel stadion obtičal v temi in smo tam v eno uro bili v popolni temi, medtem ko je Dylan gor neki džemal pa to akustično v popolni temi in nisem imel pojma, kaj se je v tisti temi zgodil. In jaz nisem vedel, da sem bil na koncertu, Dylanovem koncertu, na katerem je umrlo največ ljudi. Ker se je koncert mirno, namreč tam, ko se je koncert začel, tisti Shot of Love se je začel, to je bil en izmed teh fundamentalističnih štiklov, ne? Shot of Love, ki je elektriko vžgal, ko se je koncert začel, prvi takti je vrgel elektriko ven na stadionu. In takrat elektriko je vrgel ven, zato ker se je skušal na stadion nekdo prišvercati in je stopil na kable gor in ga je scvrl. In je vrgel elektriko ven. In v tisti temi je ena punca padla z neke te predeljne stene v smrt. Skratka, dva človeka, nihče ni vedel, koncert je šel naprej, jaz sem zvedel to po tolikih letih in sem rekel, moram ga nekako napeti, da napišem še eno knjigo in sem napisal čist nove stvari o Dylanu in sem dodal pol še eseje o Neelu Youngu, Eaglesih in Davidu Bowieju. A lahko zdaj ocankaju? Ja. Ok, bo rekel, 500-600 strani ocankaju. A je bilo treba? In zakaj je trajalo toliko časa? Ker ti si živel na klancu sosed od Cankarja leta in leta. Ja, in sem hodil mimo in sem tako skozi me, sem občutek, da mi govori, da me gleda tako žalostno, pa mislim, napisal si knjige vsem, o meni pa ne. In pol nisem jaz, moram reči, ko sem šel brati to, kaj so Slovenci pisali o Cankarju, se mi zdi, da so ga zelo podcenili, no. Da so ga imeli za vse, sam ne za pisatelja, da so njegove najboljša dela preprosto utajili. S tem mislim predvsem na te njegove dunajske črtice, ki niso imele jasno nobene zveze z narodom, ampak so imele veliko zveze z revščino, seksom, posiljevanjem in temi rečmi, pa obsesijami, obsedenostjo moškega z žensko, ženske z moškim in tako naprej. To so povsem podcenili in to je najboljše, kar je napisal. In drugo, da so podcenili njegovo največje odkritje. To je pa njegovo odkritje filma. Cankar je bil pri filmu prej kot drugi. Ni bil edini literat tiste dobe, ki je skušal pisati filmsko, ki je ugotovil, da se tle nekaj dogaja, da se je vse spremenil, ki je hotel pisati tako dobro, da bi to videli. Joseph Conrad je probal, Henry James je to skušal, Dickens še prej. In
se mi zdi, da so vsi malo tudi spregledali to, ne, kako je pogled na svet, ta filmski, vizualni pogled na svet, spremenilo velemesto, prihod elektrike, prihod teh osvetljave, predvsem pa velemesta, množic, izložb in tega. To je Dickens bil prvi, ki je to pogruntal, kako se je vizualni svet, kako se je vizualni pogled na svet spremenil, ne? In Dickens je bil tak, ki je začel odkrivati film v literaturi in Cankar mu je sledil. In kar je popolnoma logično, v koncu 19. stoletja je prišlo do spremembe. Oko je začelo dobivati bitko z besedo. Oko je začelo zmagovati. Oko je postalo glavno. Pogled, oko in tako naprej. Tako da Cankar je tle. Tako da meni se zdi, da je nikjer ni nobenega dokaza, da je bil Cankar kdajkoli v kinu. Dokaza ni, ne obstaja. Lahko, da ni bil nikoli. Morda zato, ker mu ni bo treba iti. Ker je bil najboljši slovenski filmar. In jaz sem ravno na ta del knjige sem pravzaprav najbolj ponosen, moram reči. In ta del knjige je naletel na največ nejevere pri vseh, tudi pri tistih, ki so pri recenzenti, tisti, ki so hvalili knjigo, ne, so to nekako spuščali, kot okej, no, pustimo ti to, ne, čeprav je to velik del knjige, ne, to je velik del knjige, ampak so tako nekako, kot da je to pa, čeprav sem jaz tle, se mi zdi, da sem šel dlje, kot bi bil sploh bilo treba iti pri svojem dokazovanju, da je Cankar prvi in največji slovenski filmar. Ta knjiga ne rabi popravnega izpita, upam. Namreč dobila je v bistvu tudi nagrado za najboljšo esejistično knjigo tistega leta, Rožančevo nagrado. Ne? Če se spomnim, tvoja prva Rožančeva nagrada je bila pol nekaj let prej, ne? Recimo za knjigo Kdo je prej v mene Bodle mrtev. Recimo pred tem, recimo te kot esejista v bistvu tle niso smatrali za upravičenega za nominacije nagrade. A te je to, kaj v bistvu kakoli vznemirjali v prejšnjem pisanju, ali ne? Ne, ali te je to motivirali? Ali se sploh s tem nisi ukvarjal? Ne, nisem se ukvarjal. Za esejiste so pri nas veljali avtori, oziroma Rožančeva nagrada se je podeljevala esejistom, ki so pisali eseje o literaturi. Skozi literaturo. In če so bili še literati, obenem še toliko bolj. Potem so veljali še toliko bolj za esejiste. In taki so dobivali v glavnem eseje. Jaz sem bil, mislim, da ta prvi, ki je tle bil atipičen. Tako da od mene so pač pol razglašali, da sem jaz atipičen esejist. Ampak, ko da bi rekel, esej že kot forma ni atipičen. Nič ni bolj atipičenega, kot je esej. Prej si rekel, da vsak tekst v bistvu pišeš, kot da, mislim, ga pišeš z mislijo, da bo enkrat v knjigi. Ja, ker tako se najlažje motiviraš, pač, veš, s tem daš pač vse od sebe, mislim, s tem res, ker je tako, a veš, bi rekel, če je tekst dober, ne, potem, ko ga ti izdaš v knjigi, mislim, ne rabaš nič dodajati, ker čim greš kaj dodajati, sam pokvariš, bi rekel, v resnici. Veš, ti, če greš nek tekst, pol mu nekaj dodajati, mu pomagati, sam podreš, ker podreš tisto ravnovesje, ki je nastalo, ker ti vendarle, bi rekel, imaš, veš, tekst z uvodom, jedrom in zaključkom, ne? In z vsemi twisti vmes in tako naprej, ne? In tebi, bi rekel, neko popravljanje, pol, nekaj bom še malo dodal nekaj noter, ne? Ti lahko popolnoma vse pokvari, ne? In tekst preprosto ni več tako dober. Recimo, zdaj jasno, za sabo imaš veliko knjig, še več imaš pa tekstov, a recimo ti v svojem tekočem delu, ne, se tudi na nek način mogoče usmerjaš na neke teme, na katere bi v bistvu, ki bi rad potem v neki kasnejši fazi zapakiral v neko knjigo, esejistično knjigo. Recimo, konkretno, recimo vojna, ne, eseje v Ukrajini, ne, ko se je začela, ne, si začel pisati o tem, ne. Potem si nekaj časa pisal o tem
A si pa na neki točki rekel, čakaj, zdaj se tega materijala so počasno nabrali že toliko, da je bilo za knjigo, bom pisal še o tem. A to v bistvu dejansko ideja, da izide v knjigi, vpliva na tvoje tekoče delo? Katere teme zbiraš? Mal že, zato ker pač bi rekel, ponavadi me obsedajo nekatere stvari in pač potem bi rekel, te stvari skušam nekako absolvirati. In pač jih, ne vem, bi rekel, pripeljati od začetka do konca in potem pač jasno, ukrajinska vojna bo trajala še, če čemo 100 let, ne, sej, ja, veš, bi rekel. A ta knjiga, Vietnamska je trajala 14. ta knjiga dovoljuje popravni izpit? Absolutno, ja. Bi se lahko... Imaš le človeka, ki lahko doda nadaljevanje. Ja. Recimo Slovenski sen, knjiga o Slovencih. Ja. A je bila v bistvu to... Ta ni končana. Kaj? Ta ni končana. Ni končana. To je work in progress. Ja, work in progress. Ampak recimo je... Naslednjič bo dvakrat toliko. Ja. Koliko je zdaj? No. 460. Evo, to bo naslednjič. Jaz mislim, da mora biti naslednjič toliko. No. Kako si se odločil glede Slovencev? Zelo sem se zadrževal. Ampak recimo te, ki so nota, ne? Tudi nisem ti zatežil. Kako si... Nisem rekel, lahko bi bila tudi 1000 strani, ampak sem rekel, ne bo. Ne, ampak recimo, pisal si note tlele eseje o Slovencih. Ja. Kateri Slovenci so v bistvu recimo dobili tvojo pozornost v taki meri, da si se odločil o njih pisati esej, ki bo pa šel noter v knjigi? Kako? Zakaj ravno te? Mislim, not je Žižek. Zakaj? Le zakaj? Ampak zraven njega, kmalu v sosednjem razdelku, ne, mislim, naslednje seje pa Janez Bermeš. Ne. Zdaj, kdo ve danes, kdo je Janez Bermeš? Janez Bermeš je bil slovenski filmski in gledališki igralec, baziran v Celju. Ampak jaz, ki sem pred leti pisal eno izmed svojih knjig o slovenskem filmu, sem hotel ugotoviti, kaj vse so v Sloveniji koproducirali. Kateri filmi vse so nastajali v Sloveniji, te kot koprodukcije, ki so tujci snemali pri nas v 60-ih, 70-ih. In sem šel skozi vse najavne špice avstrijskih, nemških, italijanskih, pa ne vem kaj še z enih kinematografij. In sem pri nemški kinematografiji, pri nekem filmu od Fassbinderja najdu na 9. mestu ali 8. napisan Janez Bermes. Sem rekel, Janez Bermeš, to je gotovo Bermeš že, ne? Sem rekel, mislim, kakšna je možnost, da to ni Janez Bermeš od tle, naš Janez Bermeš. Jaz nisem nikoli slišal, da bi kdo mi rekel, da je pri Fassbinderju igral Janez Bermeš. In jaz sem vprašal Bojana Kranca, nekdanji urednik Studia City in voditelj Studia City, jaz sem takrat še Studio City vodil, on je z Celja. In sem mu rekel, ti Bojan, si kdaj slišal, da je Bermeš, ki je bil prvak Celjskega teatra, ne takrat, a je Bermeš kdaj igral pri Fassbinderju? Rekel, kje pa, o čem govoriš, kaj ti je? Veš, da bi vedel, vsi bi vedeli, da je Bermeš igral pri Fassbinderju. Sem rekel, pa le, jaz najdu tam noter, mislim, neki mora biti, a lahko ti koga gor, kakšnega prijatelja, ki ve, kaj je s teatrom, jaz enega prijatelja poklical. On pokliče nekega prijatelja gor, ki mu pove to isto, kje pa, ni šans, kje, bi jaz sigurno vedel, da je Bermeš igral pri Fassbinderju. In potem sem rekel, a lahko pokličete direktorja teatra Celjskega in ga vprašate, a kje ve, da je Bermeš igral pri Fassbinderju. In kličejo direktorja Celjskega teatra in ga vprašajo, rekel, kje pa, ne, ni šans, jaz bi to vedel. In potem sem rekel, a mi lahko zrihtate telefonsko številko od Bermeža. Potem dobim jaz telefonsko številko od Bermeža in sem poklical in se na drugi strani oglasi Janez Bermeš, sem rekel, tukaj Marcel Štefančič, filmski kritik, pišem knjigo o slovenskem filmu, našel sem tamle v špici vaše ime, a ste vi ta Janez Bermeš, ki je igral pri Fassbinderju? Je rekel, sem. Ostalo je zgodovina. Sem rekel, čakajte,
a lahko ponovite. Rekel, ja, jaz sem igral pri Fassbinderju. In potem je povedal, v bistvu, žalostno zgodbo. Igral je pri Fassbinderju in potem mu je Fassbinder ponudil, da bi postal njegov stalni igralec, skratka del njegovega igralskega ansambla, kar pomeni, da bi igral. Takrat je Fassbinderju je bilo še 4 leta do njegove smrti, samo. Ampak pred sabo je imel še 8 filmov klasičnih, ki danes veljajo za klasike. Posnel je serijo še, ki veljajo za klasično, režiral je kopico gledaliških predstav, ki so bile takrat hvaljene in čislene. Skratka, to možnost je Bermeš imel, ampak se je odločil, da ne, da bo rajš ostal v celjskem gledališču, ker je ravno dobil neko vlogo. Tako, jaz še zdaj obžalujem njegovo odločitev, ampak tako je to bilo. In Janez Bermeš, še hujš, nikomur ni povedal. Niti Vojku Duletiču ne, niti nihče, niti te največji tračeri v slovenskem filmskem sektorju, največji obrekovalci, niso vedeli, da je on igral. Jaz sem to pol videl, ta film, in to je super. Igra noter v ključnem prizoru in vrhunski, in si predstavljam, da bi ga Fassbinder res tretiral zvezdniško. Skratka, imel bi pomembne vloge v filmih Lili Marlene, Lola, Querelle in tako naprej. Skratka, kopica teh klasičnih filmov je zamudil in jaz sem Bermeža videl potem samo enkrat v življenju. Enkrat sem na klancu Siromakov, kjer stanujem, sem stopil, nek lep dan je bil, tak krasen pomladanski dan je bil, pozno pomladanski, in sem stopil skozi vrata ven, da bom pošto vzel, tako, police. In zagledam tako dol svete kralje, tako so stali Vojko Duletič, Bermeš, Peter Zobec in Jure Prvanje. So stali tako s hrbtom obrnjeni, ene 15 metrov od mene dol pred Cankarjevo hišo in nenadoma so se vsi 4 obrnili tako gor, da bi povizirali. In smo se zagledali, smo si planili v objem in smo šli v Cankarjev hram dol na Vampe. En izmed najlepših dni v mojem življenju. Zadnje vprašanje. Včeraj smo imeli debato žurnalisti, ki pišejo knjige. 2 od 4 sta rekla, da se spogledujeta s tem, da bi napisala roman. Marcelin roman. A bomo to... Če ga upoštjan, gam tudi jaz. Če ga upoštjan, gam tudi jaz. Če ga upoštjan, gam tudi jaz. A te to mika ali ne? Ne. Mika me iz čist tega kako bi rekel, banalnega razloga. Mislim, zdaj sem toliko napisal, da sem v nekem smislu obvladam metje, no, ki ga pred 30 leti nisem, pa tudi pred 10 leti še ne. Zdaj se mi zdi, da ta metje tako obvladam, da bi lahko napisal roman. Čakamo na ta roman. Ne, lahko bi ga napisal. Ne pravim, da bi ga lahko napisal. Ja. Sej, to ne pomeni, da ga boš. Ne vem pa, če bi Drago Jančar lahko napisal filmsko kritiko. Mislim, da jih ni pisal včasih. Jančar? Ne vem, če esej je pisal. Esej je pisal, ja. Čas za pogovor se je stekel in nekaj minut je še ostalo, če imamo kdo iz publike kakšno vprašanje za Marcela Štefančiča, kakoli v zvezi z njegovo knjigo. Mogoče prihodna knjiga. Imaš idejo, kaj bi lahko bila? Kakšna knjiga? Mislim, se veš, kaj smo imela ideje. Ja, ideje je veliko. Recimo ena taka večji projekt Western. A je to recimo... Ta je večen. Ta je večen. Ne, imela sva mi 2 ideje o tem, da bi napisal serijo knjižic o prijateljstvu, ljubezni in takih rečeh. Antične vrednote. Antične vrednote. Je pa brez antike, ne rabimo antike, mi zdosti pametni. Večne. Ne rabimo. Ma kdo kakšno vprašanje? Tako da to... Boštjan? Ja, prosim.
Prosim? Če si rekorder. Ivan Sivec je recimo trenutni, recimo, no, po štetju, koliko ga imamo. Je še en, ki mislim, da znajo sočest, Taras Krmavner. Taras Krmavner sam praktično skoraj nihče ni vedel, da on knjige izdaja. Tu pa tam je kakšna bila izdana pri kakšni založbi, ampak on jih je izdajal v samo založbi. In to količine, brezmejne količine knjig. On je reinterpretiral slovensko dramatiko. Potem, ko se je preselil na Kras, je reinterpretiral, ampak tudi tako, pasionantno. Je interpretiral kompletno še celo njegova žena, gospa Alenka Golevšček, tudi dramatičarka drugače, Pod Prešernovo glavo je bil njen velik hit, je, da bi lažje reinterpretiral kompletno zgodovino, napisala sinopsise in to take pedantne sinopsise vseh dram slovenskih. Upam, da tudi moje. Jaz sem namreč pred davnimi leti napisal dramo, ki že sprašuješ, dramo, ki je bila postavljena v Gleju. Ampak te ta medij ne zanima več. Bil sem mlad. Te ne zanima ta medij več. Kaj? Drama. Ne. Žižek je napisal dramo pred leti. On to zna. On to zna. Še kakšno vprašanje? Ja, Boštjan. Čak. Ne sliši se. Kaj? O televiziji. 100 let pišeš v filmu, med drugim 100 knjig, skoraj da pišeš v filmu. Čas je za knjigo o televiziji, se mi zdi. Imaš prav, ja. Mislim, za spomine, na spomine. Tudi naše, po moje, ne? Za kolektivni spomin. Ja, za kolektivni, za nas. Ja. To ja. Spomine. Morda še eno vprašanje, recimo 30 knjig tvojih je šlo ti filmski almanahi, ne? Ja. Kar pomeni, da še zmeraj, recimo, če gledamo, recimo, eseji filmske kritike, vodijo filmske kritike. Če bi se mogel definirati z eno besedo, a si filmski kritik, a si esejist. Filmski kritik. To je osnova. Mogoče pa še ena odsvek za konc. Kateri so filmi, ki jih oceniš z oceno zelo za? Tukaj recimo so filmi, ki si jim dal oceno zelo za v zadnjih 20 letih. Kaj so kriteriji? Zakaj dobi kakšen film tako oceno? A bi bile te ocene, recimo, da žijo te ocene, stoji za temi ocenami tudi izpred 20 let? Ja, to je. Niso dnevnega značaja. Ja, biti celo tako je, da bi celo kakšnemu filmu, ki mu nisem dal takrat zelo za, ker sem bil celo zadržan, bi mu dal zdaj zelo za. To je tudi ta knjiga bi lahko dobila popravni izpit. Ja, ne, so tisto nekateri, ki sem ti rekel, ki sem bil zadržan, pa bi bil zdaj zelo za, so filmi iz srede 90-ih. Kaj pa recimo knjiga ali pa knjige, ki ne rabijo v bistvu revizije? Kaj? S kjemi knjigami si zadovoljen? Najbolj. Ja, recimo, da ne rabijo... Cankar, Črna knjiga kapitalizma, to je že prej Boštjan rekel, da so to moji najboljši knjigi. Črna knjiga kapitalizma se ti zdi... Ja, tisti je, dobro, tisti sem bil zadovoljen. Ne, tisti je... Črna knjiga kapitalizma, zdaj imaš to zgodbo o tem, kako je to naracijo, narativ bi se rekli danes, o tem, kako je komunizem pobil 100 milijonov ljudi. Komunizmu je umrlo 100 milijonov ljudi. Zdaj, v kapitalizmu jih je umrlo 1,4 milijarde nekaj takega. So štetja. Tam so vsi podatki noter. Se celo sam Noam Chomsky je enkrat rekel, da je samo v Indiji od leta katerega 29 pa do leta 84 zaradi naravnih katastrof, zaradi katerih so bile krive te neoliberalne politike, še pred neoliberalnimi politikami kapitalizma, je bilo več kot 100 milijonov mrtvih. Skratka, a veš bi rekel, teh žrtev kapitalizma noben ne šteje. Sej tudi druga svetovna vojna, ne? Sej, zakaj pa je bila? Sej je bila vojna zaradi trgov. Sej je bila, it's economy stupid, ne? A veš, bi rekel, to je bilo vse zaradi prerivanja, zaradi neskončne rasti, zaradi trgov in tako naprej. Zaradi vsega tega. O čem govori tudi ta tvoja zadnja knjiga, ne? Kaj? Zadnja knjiga. Kaj ne vidite, da govorimo, ne? Ne, pa
Neoliberalizem, in podnebne spremembe. To se pravi, če bi lahko nadaljevanje, se ga je že napisal. Moja knjiga nadaljevanje njegove v resnici. No, to, mislim, zadnji film, pa film noir, sta tudi ok, čeprav to čez 5 let bo dodala. A to obdobje je končano, kaj imamo? Kaj se lahko doda? Film noir bova pa mogla še enkrat. Morda na tej točki končamo. Najti tiskarja, ki bo sposoben tiskati, koliko je to 1000, ki bo sposoben 1200 strani. Macel, hvala za uvodni esej, ki si ga bom zapisal za uho. Hvala vsem, ki ste naju poslušali. Da boš tekel še dolg, da boš hodil dolge sprehode, da boš zdrav. Če kdo želi kakšno njegovo knjigo s podpisom, s posvetilom, jih lahko dobite na naši stojnici do naslednje knjige. In če boš ti umrl, upam, da bo tvoj posel prevzel sin, pa žena pol, pa tako naprej, da bom imel. Hvala za lepe želje. Hvala vam. Najlepša hvala.